sem dal izjavo, ki je bila sledeča, da po 16 letih aktivnega dela v politiki razmišljam, da bi se omaknil. Tako ste tudi zapisali. Nekateri so po vašem članku drugače interpretirali to mojo izjavo. In jaz sem prepričan, da ne rabi biti v mestni občini Maribor nobenega straha. Ta novinarska konferenca, predvsem pa projekti, ki se peljejo v Mariboru, so garancija več in zagotovilo, da bo predvolilni program vseh nas, ki danes tukaj sedimo, tudi izpeljan. In to je pomembno. Kdo bo župan čez 2 leti v Mariboru, kdo bo mestni svetnik, za mene osebno v tem danem trenutku ni pomembno. Mesto mora iti z projekti in programom naprej. In kot aktualni župan se ne ukvarjam v tem danem trenutku, kdo bo naslednji župan v tej mestni občini, drugi največji občini v Sloveniji. Predvsem je moja energija v tem danem trenutku namenjena v izvrševanje skupnih ciljev naših, ki smo si kakorkoli zadali, predvsem pa projektov in programov. Mislim, da je vsaka beseda odveč, še z naše strani, da ste se lahko prepričali, kaj smo sposobni v 2 letih narediti, če je sloga in dialog tako v mestnem svetu in tako na lokalnem nivoju tisti, ki kakorkoli kreiramo lokalno politiko. In si štejem veliko čas, da mi je uspelo kot župan, da po leta 1991 v tem mestu združim vse lokalne politične sile, skoraj vse, razen SD-ja in tako imenovane liste LPR. Več ali manj vsi sodelujejo, tako z levice ali z desnice ali sredine. In to je garant več in zagotovilo več, da bomo naše programe tudi izpeljali. In če ne je bilo večine v mestnem svetu, ne je bilo programa, ne je bilo investicijskih programov. In jaz sem prepričan, da te najbolj pomembne projekte, ki so bile pred Mariborom, ne delam nič slučajno. Javnomnenjske raziskave so pred volitvami, ko so bile volitve za župana v Mariboru, bile opravljene, kjer so tisti problemi, ki Maribor najbolj tare. Na prvem mestu preko 40% so se takrat pojavili problem ravnanja s komunalnimi odpadki. Tega bomo rešili na primerni evropski sodoben način v mestni občini Maribor. In smo tudi zagotovili tako lokacijo kot zemljišče, kot koncept, ki bo v naslednjem mestu potreben. Drugi problem, ki je takrat taro občane, je bil azil za živali z 16%. Ta problem bo v naslednjem letu odpravljen. Tretji problem je bila Mariborska tržnica s 5%. In temu primerno, kar si občani želijo, smo tudi tisti, ki smo takrat kandidirali v svojem programu, program prilagodili. Danes ga peljemo. In jaz sem pripričan, da bo ta programska koalicija sleherno predvolilno obljubo, ki sem jo dal osebno jaz kot županski kandidat in ki so tudi oni kot predstavniki list dali takrat v Mariboru tudi izpeljali. In da bo meni redkih, ki bomo svoj predvolilni program tudi do sleherne točke si upam trditi in obljube tudi izpeljali. Na polovici mandata smo, pa so vse točke realizirane ali v realizaciji. Sveda je moja naloga v tem danem trenutku ena najbolj pomembnih za naslednjo 2-letno obdobje, da spostavimo dialog z Ljubljano, da spostavimo dialog in program za financiranje kulturne prestolnice in zimske univerzade. In jaz sem prepričan, da bo tu za kulturno prestolnico in zimsko univerzado dialog spostavljen na maksimalni ravni. Ta vlada, ki je bila v tem mandatu, je sledila potrebam mesta Maribor. Na vsakem koraku, vsakem trenutku, vsakem času lahko nekatere projekte v Mariboru pokažemo, bodi si strani različnih ministrstv, da smo jih izpeljali. In en zelo pomembnih projektov je prav gotovo tudi projekt Ljudski vrt, ki smo počrpali največje evropskih sredstev in tudi projekt Lutkovnih gledališča, ki vrsto let niso bili sposobni občinski uradniki, predvsem je bila to zgodba občinskih uradnikov, izpeljati. Kljub temu, da je moj predhodnik imel v rokah ministrico za kulturo z njegove stranke,
v rokah zakon o kulturnem tolarju, kjer točno piše financiranje projekta lutkovne gledališča, pa tega projekta v Mariboru niso speljali. Mi pa nismo imeli nič, kot smo prišli, da smo se dogovorili tako z ministrom, kot z mestnim svetom, kot z ministrstvom za lokalno samopravo, da smo naredili finančno konstrukcijo z lastnimi sredstvi in še pričakujemo od nove ministrice, da tisto razliko, ki je nastala po zakonu o tako imenovanem takratnem kulturnem tolarju, da jo pridobimo v projekt kulturne prestolnice. In to bom tudi sprejel. Sem prepričan, da bom to dosegel. Jaz bi imela eno vprašanje, sicer kako komentirate očitke oziroma trditve gospoda Mandla, da je vaše delo podobno štafetnemu teku 4x100 in da ste vi zadnji tekmovalec? To ne komentirajo, ocenjujejo občani, ki se vsakodnevno srečujejo z tistimi projekti, ki se odvijajo med njimi. To je en dokaz več, da se gospodje v SD-ju, mariborskim SD-ju, ne morejo sprijazniti z našim tempom, z našim programom. Ne morejo se sprijazniti z tem, da smo počrpali cirka 18 milijonov evrov v slabih 2 letih, da so imeli 8 let oblast v rokah, pa so iz Evrope počrpali samo 450 tisoč evrov. In da zadnji projekt, če ne bi bilo lokalnih volitev in če ne bi SDS po tako imenovanem kandidiral gospoda Pivca, tudi projekta Ljudskega vrta v tistem mandatu ne bi bilo potrjenega na taki način. In to ni bila zasluga gospoda Soveča za Ljudski vrt, ampak to je bila zasluga takratne SDS in takratne kandidature gospoda Pivca za župana. To je bila sicer politična odločitev. Vse je danes politična odločitev. In jaz sem vesel. Jaz bi si želel vsake 4 leta tako dobre kandidate za župana in obljube vlad, ministrov in imajo priložnost tudi čez 2 leti. Ta vlada, ki je aktualna, da pripelje toliko potencijala finančnega kot je prejšnji. In na to bomo mi vsi, ki danes tu sedimo, opozarjali in jim tudi dokazovali, da Maribor je mesto novih priložnosti. Maribor ima priložnosti in kulturna prestolnica in zimska univerzijada nista mariborska projekta. Za kulturno prestolnico je nacionalni projekt, za zimsko univerzijado si upam trditi, da je nacionalni projekt. Tako vlada, Janševa vlada, kot državni zbor v prejšnjem mandatu sta podprla zakonsko in z sklepom kulturno zimsko univerzijado v Mariboru, v Rušah in Zrečah kot nacionalni projekt. In če se je ta vlada, ki je aktualna z gospodom Borutom Pahorjem, želi, da bomo mi slabo izvedli kulturno prestolnico ali zimsko univerzijado, vam povem odkrito, če bom ja župan, tega ne bom dovolil, da imamo toliko potencijalov, sem pa prepričan, da bo gospod Pahor storil vse, da bo branil ogled Slovenije in s tem tudi branil ogled Maribora in vseh ostalih 5 mestnih občin, ki kakorkoli kandidirata za kulturno prestolnico v vzhodni koheziji, kot tudi vseh 3 občin in Mariborskega Pohorja in koncepta izvedbe zimske univerzijade. Skupaj z njim in s pristojnimi ministri, ki bodo kakorkoli pokrivali investicije na tem področju.